Z domačega terena pa na prizorišče finala Lige prvakov, kamor so te dni uprte oči ljubiteljev nogometa z vsega sveta, Petra. Tako je, Jani, vnovič lep pozdrav z Puškaš arene, kjer je vse res pripravljeno na jutrišnji spektakel. Pričakovanja so ogromna. 67.000 obiskovalcev sprejme tule arena. In če sodimo po ognjevitosti navijačev, bo to res velika poslastica. Tomaž, živijo, pozdravljen, dobrodošel. Napetost narašča, jutri je ta dan D, kaj praviš? Takle čas jutri bo že vedela seveda, kdo je boljši, komu gre bolje. Kaj praviš, kaj pričakuješ? Ja, seveda pričakujemo spektakel, tako kot vedno to bo. Občinstvo bo, mislim, da navdušeno nad vsem, kar se bo dogajalo. Predvsem pa upam, da bodo eni in drugi potrdili, da so res najboljši trenutno v Evropi. Ampak veva, kam se nagiba tehtnica, ko gre za stavnice, napovedi, se ti zdi to zelo samoumevno ali kaj pričakuješ, kdo bo dvignil potem pokal na koncu? Ja, ponavadi sem slab po teh zadevah. Kar se mene tiče, bolj uživam v igri PSG-ja kot Arsenala, zdaj pa ali je to dovolj za končno zmago, pa bomo videli jutri. Tomaž, hvala lepa. Sicer pa poglejmo zdaj, 24 ekip je doslej osvojilo nogometno ligo prvakov. PSG prvič v svoji zgodovini prav lani. Nogometaši Arsenala pa upajo, da je to njihova sezona in da bodo jutri tule na Puškaš areni prvič dvignili pokal s slonimi ušesi, ki velja za sveti gral evropskega klubskega nogometa. Morda ni umetniška mojstrovina to, da vsako sveto nogometa si ga želi osvojiti, je za eno najbolj prepoznavnih trofej na svetu dejal njen ustvarjalec. Več pa Sanja Modrić. Pred natanko 6 desetletji je švicarski draguljar Jörg Stadelmann od UEFA dobil naročilo, da izdela pokal za zmagovalce evropskega pokala. Potreboval je 340 dni, mudilo se mu je, da delo konča do lastne poroke in tukaj je končni rezultat. Nekoliko sicer manjši in lažji od tistega izvirnega originala, visok je 73 centimetrov in pol, tehta 7,5 kilogramov, česar ne smemo preveriti. Njegova tržna vrednost je ocenjena na okoli 15.000 evrov, s čimer ne sodi med najdražje športne trofeje na svetu, vsekakor pa med najdragocenejše. Prvi ga je osvojil leta 1967 škotski Celtic. Leta 1994 je pokal, ki ga prepoznamo po teh, kot so jih pomenovali, slonjih ušesih, dobil dodatek. Napis Coupe des clubs champions européens, pokal za zmagovalce evropskega pokala. Dolgo je veljalo, da pokal v trajno last dobi klub, ki je 5-krat osvojil Ligo prvakov ali pa 3-krat zapored, tako da ga v svojih vitrinah ponosno razkazujejo Real Madrid, Münchenski Bayern, Ajax, Liverpool in Milan. No, leta 2009 se je Evropska nogometna zveza odločila, da spremeni pravilo, tako da bo zmagovalec finala sicer visoko v zrak dvignil original, nato pa prejel le repliko. A kot se bomo lahko prepričali v soboto zvečer, veselje ob tem ni nič manjše, ko bo ali drugič zapored Ligo prvakov osvojil Paris Saint-Germain ali pa sploh prvič v zgodovini Arsenal.